Vsakič, ko Renault v svojo ponudbo vpelje novo ime, se nam po izkušnjah sodeč obeta nekaj posebnega. No in tudi tokrat je tako. Če ta avto že ne predstavlja nekaj zelo posebnega, pa vsaj nekaj zelo pomembnega. To je namreč novi Renault Symbioz, kompaktni križanec z dolžino slabe 4,5 metra, ki je po novem v ponudbi Renaulta umeščen med modela Captur in Austral in je v prvi vrsti namenjen družinski uporabi. No, še preden pa ga spoznamo, pa kratek opomnik. Všečkajte ta video in se naročite na naš YouTube kanal, da boste ostali na tekočem z vsemi vsebinami avtomobilnosti. Pravzaprav bi se Symbioz moral imenovati Scenic, ker je ravno ime Scenic v zadnjih 3 desetletjih pravi sinonim kompaktnega družinskega avtomobila. Seveda, pred kratkim smo spoznali tudi novega Scenica. Ampak ime Scenic je po novem rezervirano za popolnoma električnega križanca. No, če električnega kabla še ne želite ali pa niti nimate možnosti redno priklapljati, pa je Symbioz njegova pogonska alternativa. Ampak popolnoma brez elektrike tudi tokrat ne bo šlo. Symbioz je namreč vsaj na začetku na voljo izključno s hibridnim pogonom. Gre za hibridni pogonski sklop, kakršnega poznamo iz modelov Clio, Captur in Megane Conquest. To je torej hibrid s 4-valjnim 1,6-litrskim bencinskim motorjem, električni del pa predstavljajo 2 elektromotorja, torej glavni elektromotor in visokonapetostni zaganjalnik generator ter baterija s kapaciteto 1,2 kWh. Tako smo prišli do ugotovitve, da imajo manjši Renaultovi hibridi odslej 4-valjni bencinski motor, višje rangirani kot sta Austral in Rafale, pa 3-valjnega. Kako to, da so se pri Renaultu odločili za takšno rešitev? If we talk about performance, this one, as you know, has 145 horsepower. The new one introduced in Austral has 200 horsepower. We try to define the best solution for this vehicle. This vehicle has a weight which is lower than an Austral, and this is the main point. We can put it, but at the end we have to choose and to define the best compromise for this vehicle, because the compromise between performance and also consumption, because this is for the customer, which is a good benefit. So this engine right now in Captur, Clio, we know it very well, and it is appreciated by the customer. So you have here the hybrid version now for beginning, but will you have also any other powertrains like the mild hybrids or petrol version? We can say right now that a new version of the mild hybrid will be introduced next year, and Renault will inform everybody and inform you later about the solution we will choose. Renaultov hibridni pogon omogoča, da vsa speljevanja potekajo na elektriko. Za nameček pa lahko na elektriko potekajo približno 3/4 umirjene mestne vožnje. Prav v mestu se je ta pogon seveda pokazal kot najbolj učinkovit, kjer lahko s pametno vožnjo po meri hibrida prihranimo vsaj 1/3 porabljenega bencina v primerjavi s klasičnim bencinskim pogonom. Ob številnih novih modelih v Renaultovi ponudbi pa smo se seveda vprašali, zakaj ta francoski proizvajalec pravzaprav potrebuje še en nov model, kot je Symbioz. Pa so nam takoj odgovorili z zanimivo vzporednico z Renaultom 16, ki so ga izdelovali med letoma 1965 in 1980, delno celo v novomeškem IMV-ju. Renault 16 je bil skoraj 2 milijonoma proizvedenih primerkov zelo uspešen. Predvsem zaradi prostorne in družinsko uporabne notranjosti ter priročne, kompaktne kombi-limuzinske oblike, ki v tistih časih na cestah še ni bila zelo pogost pojav. Renault 16 je bil torej vsaj manjši prostorski čudež. In prostorno notranjost ob kompaktnih zunanjih merah želi ponujati tudi novi Symbioz. Moram priznati, da sem se že pri zlaganju kovčkov kar nekoliko zagledal ta prtljažnik, ki je namreč že na prvi pogled zelo prostoren. No, njegova prostornina pa bo predvsem odvisna od položaja te zadnje klopi, ki jo lahko takole preprosto premaknemo vzdolžno za 16 cm in tako dobimo več ali manj prostora za noge tukaj zadaj, ali pa od slabih 500 do dobrih 600 litrov prostornine v prtljažniku. Za nameček pa lahko z zlaganjem te zadnje klopi tukaj dobimo tudi skoraj povsem ravno površino.
Sicer pa sta zunanjost, pa tudi notranjost Symbioza oblikovani po zadnjih smernicah Renaulta, ki so jih nakazali že nekateri drugi modeli. V notranjosti mi je tako kot pri ostalih Renaultih zadnje generacije zelo všeč zares zajetna količina odlagalnih mest, še posebej pa možnost uporabe Googlovih storitev. Z asistentom lahko takole preprosto, na primer, odpremo panoramsko streho s prilagodljivo prosojnostjo. Ok, Google. Open the solar bay. Okay, clearing the solar bay. Gre za posebno streho s tehnologijo v polimeru razpršenih tekočih kristalov, kjer se molekularna struktura odziva na električni tok. Po njeni zaslugi je tudi za približno 3 cm več prostora po višini na zadnji klopi, no potniki zadaj pa lahko imajo streho zatemnjeno tudi z drugačnim nivojem kot potniki spredaj. Symbioza bo Renault proizvajal v španski tovarni v Valladolidu, ki so jo v ta namen tudi pošteno modernizirali. V Slovenijo pa novinec prihaja jeseni. Do takrat pa vam v naši videoteki nudimo še nekaj povezanih vsebin. Sprehodite se z nami po novomeškem Revozu, spoznajte novega zastavonošo Renaultove ponudbe ali pa preizkusite aktualni slovenski avto leta.